Zate bi kradel dneve z naše mladosti, pamet z naše norosti, ale včasih poglej me, ko mimo greš. Zate bi padel, dal bi vroča poletja, sanje zate zapravil, ale včasih poglej me, ko mimo greš. Zate imel sem 100 pasti, zate obvladal vse laži, ti pa mimo greš in sploh ne veš, da zate sem tvegal preveč. Zate bi padel nova žrtev prevare, kradel za uro zabave, ale včasih nasmej se, ko mimo greš. Zate imel sem 100 pasti, zate obvladal vse laži, ti pa mimo greš in sploh ne veš, da zate sem tvegal preveč. Zate imel sem 100 pasti, zate ovladal vse laži, ti pa mimo greš in sploh ne veš, da zate sem tvegal preveč. Hvala lepa. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani voditelji političnih strank, združenih v gibanje Povežimo Slovenijo, drage dame, dobro večer in dobrodošli. Na predvečer Dneva žena, ki smo ga v Sloveniji prvič praznovali daljnega leta 1911, bilo je to v Trbovljah, nas je misel o vlogi žensk, tokrat v politiki, znova povezala. In to v dvorani, ki nosi ime po enem največjih slovenskih poetov, po Srečku Kosovelu. Samo lučaj stran, v Stari Ljubljani, stoji hiša, v kateri je stanovala Srečkova, skoraj da bi lahko rekli sodobnica, pesnica Lili Novi. Lili Novi je gledano z vidika širše javnosti nekoliko spregledano pesniško ime, ki pa ima še kako pomembno mesto v slovenski literarni zgodovini in v zgodovini družbenega razvoja. Lili Novi je umrla na današnji dan leta 1958. In ko sem se sinoči pripravljala na današnje srečanje, sem naletela na eno njenih pesmi
ki me je presunila. In če tudi ne premorem igralskega talenta, se bom zdajle v spremljavi Marka Hrvatina, izjemnega primorskega virtuoza, dovolila to pesem tudi prebrati. Vse teče, nič se ne povrne in nič ne pride več nazaj. Nikoli val se ne obrne, sijoča zvezda se utrne, v temi izgubi se njen sijaj. Mi vsi smo kakor na palubi in plovemo v neznano stran, zato trenutka ne izgubi in kar s teboj potuje ljubi, dokler ti svetli čas je dan. Predana bitja glej, otroke, mladost, ki vre in ki trpi. Glej trud moža, glej stare roke in luč ljubezni pregloboke. Glej svoje matere oči. Še kar v tebi v prsih se skriva vse, up in borbo, strast, bridkost, kar hraniš kakor dobra niva, kar motno v tebi se skriva, vse glej in sljubi vso skrivnost. A glej na vse kot iz daljine, kot da že nič več tvoje ni, kot da bi gledal na spomine, na ladjo, ki s teboj izgine, na luč, ki se v megli izgubi. Tale aplavz je bil namenjen že omenjenemu kolegu Marku Hrvatinu in tudi Gregorju Ravniku, ki nas je uvodoma pobožal z eno najlepših slovenskih pesmi Zate. Preden se posvetimo pogovoru z cenjenimi gostjami, bi želela mikrofon posvetiti in odstopiti koordinatorici gibanja Povežimo Slovenijo, s katero naj druži ena drobna pozornost. Namreč doktorica Nada Pavšer je nekaj časa poučevala na isti osnovni šoli, ki sem jo obiskovala tudi jaz. Zato vas, gospa Pavšer, napovedujem z največjim veseljem in spoštovanjem. Izvolite, mikrofon je vaš. Dober večer, drage prijateljice, drage kolegice in drage borke in seveda lepo pozdravljeni vsi gospodje, ker ste nas počastili svojo prisotnostjo na današnji dan. No, v tej naši združbi Povežimo Slovenijo, vsaj med predsedniki, povezujemo same gospode. Ampak, ker imamo isti cilj, ker imamo cilj, da povežimo to novo zgodbo, ni težko koordinirati. Ženske smo pa itak navajene, da podpiramo 3 vogale tudi doma, tako da ni težko graditi 3 vogale z našo politiko 5 strank. In to je te 3 vogale, kaj je dobro za naravo, kaj za ljudi in kaj za gospodarstvo. To pomeni ta nova paradigma, ki jo mi s politiko uresničujemo skozi ali pa s pomočjo strank, 5 strank, to se pravi ta gospodarski steber, gospodarski vogal lahko rečemo, ljudski, socialni in seveda zeleni. Ta zeleni steber pa v bistvu gradimo tudi s 3 vogali, lahko rečemo, ker so zdaj tako pomembni, ali pa lahko še 4 od pomena, kar je važno za našo prehrano, vodo, zrak in seveda lahko bi pa zdaj dodali eno tak background, tako ozadje, še varnost. Ampak, drage kolegice in borke, niste tukaj samo zaradi strukture, včasih rečejo, ampak mi smo tukaj, da bomo znali naprej tudi v politiki oblikovati te 3 stebre trajnostnega razvoja in graditi te 3 stebre trajnostnega razvoja. Hvala lepa. Čast edinega moškega govorca nocoj na tem odru je pripadla uradnemu govorcu gibanja Povežimo Slovenijo, kolegu Marku Brlažicu. Marko, izvolite. Dober večer. Da, drži. Res je velika čast in moram povedati, da sem kar ponižen tukaj, da sem jo dobil.
Najprej vas vse lepo pozdravljam na dogodku Gibanja Povežimo Slovenijo. Kot je moja predhodnica že čudovito dejala, vrtimo se okoli magičnega števila 3. Po eni strani združujemo 3 centre, združujemo 3 temelje, imamo 3 načine delovanja. Druga magična številka, ki jo pa povezujemo, je pa številka 5. Prvič v zgodovini Slovenije se je namreč 5 različnih strank povezalo in zavezalo, da skupaj oblikuje listo 88 najboljših kandidatov. In točno to delamo. In kar je pri vsem najbolj pomembno, čeprav so voditelji te povezave moške glave, ne izključujemo nikogar. Mi cenimo ljudi po njihovih sposobnostih in pri tem, kaj lahko doprinesejo v zgodbo. In ni važno levi, desni, zeleni, rumeni, samo da so tisti, s katerimi se lahko premaknemo korak naprej. In točno to je način delovanja tudi samega Gibanja Povežimo Slovenijo. In vsaj jaz osebno, ko se pogovarjam s človekom, najprej v njem vidim sočloveka, šele potem vse ostalo. In probam iskati pri njemu najboljše sposobnosti, ki jih ima. Pa ni važno, kdorkoli to je ali pa karkoli je. In če bomo na tak način delovali tudi v Sloveniji, če bomo na tak način povezovali zgodbo naprej, potem strogo in močno verjamem, da nam bo vsem skupaj bolje. Ker pa je vendarle poseben dogodek in ker nekaj samoironije pa moram dodati, na koncu si bom izposodil besede Margaret Thatcher, znane britanske voditeljice, ki je dejala: če želite govoriti, prosite moškega. Če želite, da se nekaj naredi, pa prosite žensko. Hvala lepa. Marko, najlepša hvala. Mi želimo nocoj predvsem govoriti, ampak bomo vseeno dali besedo ženskam. Gospe in gospodje, na oder z velikim veseljem vabim poslanko Državnega zbora, spoštljivo, umirjeno govorko, ki nas je v tem mandatu vse presenetila z razsodnostjo in občutkom za pravo mero. To je gospa Monika Gregorčič. Na drugega. Tako. Z nami je tudi pediatrinja, ki smo jo v času največjega izbruha covidne epidemije spoznali kot sočutno govorko, ki nas je nagovarjala s takimi mislimi, ki so nas pomirjale in povezovale. To je pediatrinja doktorica Tina Bregant. Če se spomnimo največjih športnih tekmovanj, na katerih je nastopala Slovenija kot samostojna država, ne moremo mimo prve nosilke zlate olimpijske medalje za samostojno Slovenijo. To je nekdanja vrhunska športnica, trenutno podpredsednica Judo zveze Slovenije, gospa Urška Žolnir. Gospo Urško Žolnir poznamo predvsem po tem priimku, seveda pa vsi vemo, da je zadnjih nekaj let ponosno nosi še enega, in sicer Jugovar. Kdo ji ga je podaril, oziroma kdo ga z njo deli, pa bo seveda povedala več sama. Na oder z velikim veseljem vabim gospo, ki vsaj zame simbolizira pojem mama Evropa. Vso profesionalno kariero je posvetila Evropi, razvoju evropskih ukrepov in prenosu teh ukrepov v Slovenijo. To je gospa Monika Kirbiš-Rojs. Pri zadnji napovedi si bom dovolila biti nekoliko osebna. Ko sem pred nekaj leti ponovno vstopila v politiko kot človek iz ozadja, seveda, sem dobila šefico, in to šefico, ki sem jo do danes z velikim veseljem in spoštljivostjo vikala. Danes sva se dogovorili, da se bova tikali. To je trenutna ministrica za izobraževanje, znanost in šport, doktorica Simona Kustec. Prosim. Spoštovane gospe, na mizi imamo tudi mikrofone, ki jih boste seveda uporabile, da se bomo kaj slišali. Zdaj, prva iztočnica, mimo katere ne moremo, je, kaj žene ženske v politiko. In to ženske z uglednimi karierami, z ugledom v slovenski javnosti. Namreč politika je eno tako zelo zaničevano polje ustvarjanja. Gospa Bregant, kaj za vraga vas žene spet nazaj, za govornico, za vladno govornico? Ja, najlepša hvala. Res je, to je tako zelo zanimivo vprašanje. Sploh sama bi si želela, da bi ljudje, kot sem sama, strokovnjaki, pravzaprav, da nam ne bi bilo potrebno iti v politiko.
da bi vse stvari tako gladko tekle, da bi naši moški vse pregovorili, vse razložili in bi pravzaprav ženske samo še delale. Vendar pa sem pravzaprav med to COVID krizo ugotovila, da pravzaprav skozi politiko se marsikaj da narediti, marsikaj se da spremeniti. Kakšne stvari so težje. Sama sem pa kot zdravnica, letos imam namreč 20 let delovne dobe kot zdravnica v različnih ambulantah. Prej sem bila zelo zainteresirana za to, da pomagam posamičnemu bolniku. Tudi strokovno sem morala zrasti, sem se morala naučiti določenih stvari. Potem sem pa ugotovila, da v zadnjem času zdravstvo pravzaprav tako šepa. Zdravstvo se je tako razsulo, to bolj kot sama vejo verjetno tudi ljudje, ki nas poslušajo danes, da enostavno ne morem več gledati teh stvari kot nemi opazovalec oziroma kot nekdo, ki samo dela, ampak želim aktivno prispevati, da bomo čez 10 let lahko imeli zdravstvo, ki ne samo, da bo dobro, ampak da bo v tem koncu Evrope morda celo najboljše in da bomo lahko postali referenčni center. To, kar smo pravzaprav takrat, ko sem pričenjala z delom za nekatere bolezni tudi že bili. Tako da pravzaprav iz tega osredotočenja na posamičnega bolnika bi rada zdaj delovala za več bolnikov naenkrat, za več državljanov in tudi se mi zdi, da zdaj imam znanje, da to dejansko lahko tudi udejanjim. Gospa Urška Žolnir, vi ste tudi novinka na političnem parketu, vstopate z letošnjimi parlamentarnimi volitvami v to polje. Čemu? Najprej lep dober večer vsem skupaj. Ja, to je vprašanje, ki se bo pojavljalo na dnevni bazi od danes naprej. Ožji krog že seznanjam, kam se podajam, ampak če gledam iz svoje perspektive, iz športne, zakaj bi bila samo kavč trener pa kavč sodnik? Zakaj ne grem v center dogajanja, zakaj ne poskušam nekaj tudi sama doprinesti in spremeniti, če je možnost, če imam možnost stopiti v ta krog ljudi, v to sfero. Zakaj ne? Pogumna odločitev, ki jo seveda pozdravljamo. Gospa Kustec, vi ste se s politiko dolga leta srečevali na teoretski ravni. Bila ste ena najbolj priljubljenih profesoric na Fakulteti za družbene vede. Koliko se je politika iz učbenikov razlikuje od tega, kar doživljate zdaj že drugi mandat? V prejšnjem mandatu ste bili vodja največje poslanske skupine v zgodovini samostojne Slovenije, poslanske skupine nekdanje Stranke modernega centra, zdaj ste ministrica na položaju, ki mu mirno lahko rečemo strelovod za vse probleme te Slovenije. Ja, hvala lepa. Najprej lep dober večer, spoštovane dame in predvsem spoštovani gospodje. Izjemno sem vesela, ker vidim pravzaprav, da smo nekako v spolnem neravnotežju skoraj tukaj prisotni na račun moških, ne, kar je izjemno dober signal za ob dnevu, prihajajočem našem dnevu, ne. Ker razumem to kot del enega velikega spoštovanja in tudi verjamem, da je iskrene želje, da slišite kaj tudi skozi naše oči in pa glavo, predvsem pa srce. Odhod v politiko, zelo sorodno, kot smo že slišali. Delo za politiko pravzaprav pomeni delo za ljudi. In še več od tega, to pomeni služiti ljudem. To pomeni, da je treba pozabiti nase. In v svoji akademski karieri, ki jo še vedno poskušam imeti živo na način, kot smem, da se vsake toliko časa vseeno z mladimi študenti lahko videvam, a veste, je pravzaprav prav tako zelo sorodno. Prenašanje enega znanja, nekih sporočil ljudem, za katere veš, da bodo potem čez nekaj časa delali tudi za tebe. Vendar pa je v enem momentu pravzaprav to spoznanje, kako prenašati znanje, ni več dovolj, ker se zna zgoditi, da ga boš prenašal v prazno. Pa ne zato, ker bi bili študenti neumni, ampak zaradi tega, ker je država vedno bolj na trhlih temeljih slonela, tudi zaradi nezavedanja, kaj pomeni biti politika in kaj pomeni delati za ljudi in biti predan in pozabiti nase. Terjalo nek preskok, nek prehod iz teorije, ne, iz udobnega,
fotelja, iz katerega seveda si lahko in si najbolj moder, ne, ker imaš tudi znanje, akademsko potrjeno znanje o tem v prakso. In to pravzaprav začeti živeti vsak dan in skozi sporočila iz teorije poskušati tudi spreminjati dosedanji vsak dan. To je bil tisti motiv in z vsakim dnem več v politiki vedno večji izziv. Zakaj tudi je potrebno in zakaj tudi želimo stati v politiki. Tako da sem v tem smislu pravzaprav neomajena z to izkušnjo ministrsko, pa še bolj odločena, da želim ostati, ker imam še kar veliko dela pred seboj. Torej ne samo besede, ampak dejanja so tista, ki terjajo in za katera tudi vem in vidim, da jih vse ženske tule razumemo, da so pomembna zdaj v našem poslanstvu in naši vlogi v politiki. No, to imamo dve Moniki, bom najprej dala besedo tej, ki sedi bliže meni. Monika, vi ste politiko spremljali tudi iz ozadja v prejšnjih mandatih. V tem mandatu ste prvič stopili v ospredje. Kakšna je vaša izkušnja? Ste kdaj obžalovali ta premik naprej? Lep dober večer tudi z moje strani vsem prisotnim. Ne, nikoli nisem tega obžalovala. Bom rekla, da je moj vstop v politiko bil postopen, takšen kot pravzaprav mora biti, saj politika, kot se izkazuje, je neka obrt, ki se jo je potrebno priučiti, spoznati neke vzvode delovanja. In vse predhodne izkušnje predhodnih 2 mandatov so mi še kako prav prišle. To pa, da sem dobila na koncu priložnost stopiti tudi v ospredje, je pa bila nekakšna krona mojega prizadevanja, truda, jaz mislim, da tudi nekega korektnega dela do tedaj, da imam priložnost tudi sama pokazati svoje sposobnosti in tudi konec koncev opraviti delo za ljudi, kajti moj vstop v politiko je nekako prišel po 20-letni podjetniški karieri, izkušnji, ki me je zaznamovala v smislu operativnosti, konkretnosti in prepoznala sem, da v družbi, predvsem v politiki, v javni sferi, manjka ravno te neke odločnosti, poguma, da bi se stvari malce bolj odločno premaknile naprej. Gospa Monika Kirbiš-Rojs, vi ste strokovnjakinja za evropske politike, res vas slovenska javnost dobro pozna potem, ko je bilo treba komunicirati evropske proračune, razpise, ki so se potem nadaljevali v Sloveniji in tako naprej. To se sliši precej tehnokratsko, ampak vendarle politika je umetnost mogočega. Kako vidite, kako želite te vaše izkušnje iz vseh dosedanjih služb prenesti v prvi plan politike? Najprej lep dober večer vsem. Ja, res je to delo, ki ga sama pokrivam praktično že zdaj skoraj 20 let, se pravi od pripravništva dalje. Je precej tehnokratsko, ampak ko delaš na terenu, na projektni ravni, si sicer bližje ljudem, bližje terena, bližje tistim realnim problemom, ko pa prideš enkrat na državno raven, pa se potem ponudi priložnost, da pa lahko neka pravila sam kreiraš. In to je pač čar tega, da sem imela možnost priti na to pozicijo, na kateri trenutno sem. Ni prvič, tretjič sem že na tej vladni službi in dejansko tudi nekako z celotno vladno ekipo, ker nikoli nisi sam, vedno imaš okrog sebe tim. V bistvu vse ministre, ki na tem delajo, nekako tudi dokažemo, da zmoremo spremeniti pravila na boljše v smislu tega, da poenostavimo zadeve, da tečejo hitreje. Konkretno recimo v tej vladi smo črpanje evropskih sredstev prevzeli na nezavidljivi ravni, tudi ni prvič, in smo ga v 2 letih uspeli iz 30% dvigniti na 72%. In to je potem res ta možnost, ko mogoče tudi nekoga, ki je malo bolj tehnokrat, strokovnjak, pač daš na neko ustrezno politično mesto. Gospa Kustec, prej ste lepo nazorno rekli, država je na trhlih nogah, potrebuje več žensk v politiki potem takem. Koliko poguma potrebuje človek, da se loti teh trhlih temeljev? Veliko poguma.
veliko trde kože, predvsem pa znanja. Veste, včasih se zdi, da se politiko lahko zna iti kar kdorkoli, pa je daleč od tega. Politiko moraš razumeti. Razumeti moraš ljudi. Razumeti moraš probleme, ki jih rešuješ. In zato rabiš znanje. Čisto, bom rekla, to tako imenovano teoretsko znanje. Potem to, kar je Monika že izpostavila, Gregorčič, rabiš veliko proceduralnega znanja. To pomeni, da politika tudi ni, da si nekaj rekel in se bo potem to tudi zgodilo. To mora iti skozi zelo, zelo včasih tudi dolgotrajne, zelo komplicirane pravne procedure, procese. In nad vsem tem politika potrebuje vrednote, potrebuje eno temeljno, če želite temu tudi srce, ki se, lahko to zdaj izpade zelo naivno, ampak jaz to še vedno verjamem, lahko dobro izpelje samo, če si iskren pri tem, kar obljubiš, da boš potem tudi resnici naredil. Se pravi, skozi zaveze nečesa, kar so mnogo več kot besede, to, kar smo slišali prej, ne? Kar je rekla Margaret Thatcher. To ni floskula, kar je ona rekla. Veste, šele dejanja, šele dejstva govorijo o tem, ali si ti res nekaj naredil ali nisi in kako uspešen si bil pri tem. Zastopanost žensk v slovenski politiki je relativno nizka, kljub tako opevanim kvotam. V državni zbor še spravimo nekaj žensk v vlado in druge organe, mnogo težje. Katerih vrednot bi bilo po vašem mnenju, pa je to vprašanje za vse vas, več v politiki, če bi bilo v politiki tudi več žensk? Gospa Tina Bregant? Ja, mogoče bom šla kar na nevroznanost, ker je nevroznanost izjemno zanimiva za tem uvidom, kako pravzaprav ljudje delujemo. In tisto temeljno, kar ženske imamo, seveda razlikujemo se po marsičem, ampak najbolj očitni so pravzaprav naši spolni hormoni. In potem je še en hormon, ki je zelo izrazito dejaven med nosečnostjo in med dojenjem, tudi med spolnimi odnosi, tako da ga moški tudi dobijo majčkeno, ne. In to je hormon oksitocin. To je hormon, ki mu rečemo tudi hormon nežnosti, hormon navezovanja. In ženske imamo tega več. In to nam omogoča empatijo, to nam omogoča tisto povezovanje z še nerojenim bitjecem, ki raste v nas. To nam omogoča, da ko ga dojimo, da ga postavimo pred svoje potrebe. In ta empatija, ta oksitocin, nekateri znanstveniki so pravzaprav rekli, da gumb, rdeči gumb za jedrske konice bi morala v rokah držati noseča ali doječa ženska. Zaradi tega, ker tega gumba ne moreš sprožiti, če pomisliš na vse ljudi, ki te obkrožajo. In če bi bilo v politiki žensk več, sem prepričana, da bi bilo mnogo več empatije, mnogo več tega občutka za sočloveka in tudi te sposobnosti, da pravzaprav pred se postaviš nekoga, ki je ranljivejši od tebe, nekoga, za katerega si pripravljen poskrbeti, nekoga, ki ga imaš rad, ki ga imaš rad pravzaprav tako kot samega sebe. In tega bi bilo v politiki več. Ta misel o rdečem gumbu in o jedrskih konicah nam bo zagotovo odzvanjala še nekaj časa v glavi in tudi vrnili se bomo kasneje k njej. Gospa Žolnir Jugovar, vi prihajate iz športa, ki mu po krivici verjetno pripisujemo in grobost in agresivnost. Kaj iz tega športa pa bi vendar iz tatamija prenesli za politično govornico? Sigurno tisto pravo mero borbenosti. Da ko vidiš, da je nekaj prav, da stojiš za tistim in samo vztrajaš, greš po tisti svoji začrtani poti, ker veš, ker čutiš, da bo prav. Se pojavijo stranske poti, tiste mamljive, ko te potegnejo, ampak treba je iti naprej svojo pot in potem si uspešen. Tako da mislim, da predvsem ta del, vztrajnost, odločnost. Prepričana sem bila, da boste rekli tudi spoštovanje, namreč, ko so se prej pogovarjali pred začetkom tega pogovora, sem rekla, ko se spomnimo nedavnih olimpijskih iger v Tokiu, se gotovo vsi spomnimo nekaterih
prizorov. Sama osebno si bom te igre zapomnila po nepozabnem in ganljivem zaključku dvoboja med našo Tino Trstenjak in njeno francosko večno tekmico, ne, v kategoriji do 63 kg, ko jo je zmagovalka dvignila v objem in se ji zahvalila za to srčno borbo. In vedno rečem, če bi bili ljudje zmožni česa takega, objeti najhujšega tekmeca, nasprotnika, ne, bi nam bilo v življenju res lažje. Ne? Absolutno, to so trenutki, ki športniku veliko pomenijo. Čeprav je Tina izgubila v finalnem delu, sta bili obe dve zmagovalki. Obe dve sta se borili, ena je imela pač malo več sreče, ampak rezultat na koncu sta obe dve dosegli fenomenalen in cel svet, cel judo svet, še ostali so ploskali temu dogodku, tej akciji. Gospa Monika Kirbiš, katerih lastnosti ali pa vrednot bi bilo v politiki več, če bi bilo več takih žensk, kot ste vi? Jaz mislim, da bi bilo v prvi vrsti več reda. Ker ženske smo običajno tiste, ki gledamo na neke širše družbene cilje, skušamo zastaviti neke plane in se potem tega tudi držati. Mislim, da tudi tiste prave ženske, to, kar obljubimo, to tudi naredimo oziroma skušamo narediti, tako da bi se bolj držale obljub, več spoštljivosti definitivno bi bilo. Je pa politika vprašanje, no jaz pač nisem preveč romantični tip ženske in se tudi nekako držim načela, da v politiki ni ne viteštva, ne romantike, tako da v bistvu moraš tudi skrbeti v neki prvi vrsti zase oziroma za tiste ekipe, s katerimi delaš in ne računati na to, koliko bojo drugi pomagali pri tem. Ampak važno za nas, političarke, bom rekla, ki se podajamo v politiko, pa je to, da tisto, kar ljudem obljubimo, tudi skušamo narediti oziroma da jih sploh vprašamo, kaj od nas pričakujejo. Mislim, da bi to moralo biti vodilo naših kampanj. Gospa Monika Gregorčič, bi delili misel z vašo soimenjakinjo, da ni ne viteštva, ne romantike? Absolutno je ni, z njo se popolnoma strinjam v tem segmentu. Bi pa samo še nekaj dodala, česa bi bilo več v politiki. Če izhajam iz nekih svojih vrednotnih načel, bi rekla, da bi bilo tudi več iskrenosti, manj zakulisnega preigravanja in pa vsekakor več kolektivne igre. Politika je takšno področje, takšna dejavnost, kjer je zelo pomembno, kako kolektiv, sodelavci, sodelavke, člani stranke, člani nekega širšega političnega zavezništva igrajo usklajeno z nekim širšim ciljem doseči nek rezultat. In v politiki je tudi zelo pomembno, da se preračuna ali pa pogleda 2-3 korake naprej, prouči, kako bi znal na kakšnega od bodočih korakov odreagirati tvoj nasprotnik. In v bistvu gre kot za partijo šaha. Tako jaz nekako spoznavam v zadnjem času to politiko. Je zanimivo, intrigantno, ampak po svoje pa tudi velik izziv. Profesorica Kustec, ne morem mimo vprašanja, kaj bi bilo potrebno že na teoretski ravni spremeniti, da bi imeli vendarle več žensk v slovenski politiki? V javnosti se nekako prijelo prepričanje, da smo ženske drugi največja ovira pri vstopu v politiko, da pravzaprav nimamo toliko težav z moškimi, kot jih imamo same s sabo. Zdaj tako, teoretično gledano in tudi z dejstvi potrjeno na našem konkretnem primeru, ko smo uvedli kvote, se pravi kot umetni spodbujevalec prisotnosti žensk v politiki, smo dosegli tam, kjer kvote obstajajo, res tako imenovano spolno ravnotežje, 1/3. Tam, kjer pa ne, pa seveda več ali manj imamo zgodbo, kjer tega ravnotežja ni ravno možno videti, vendar ne nujno. Če recimo pogledam strukturo ministrsko prejšnje vlade, se pravi predprejšnje, pa zdaj je imela predprejšnja vlada praktično
Mislim, da skoraj več žensk kot pa moških, a ne, v garnituri. Tam nekje. Zdaj smo krepko, resnično krepko v manjšini in moram priznati, da se to čuti in da je včasih težko. Težko je predvsem v tem smislu, veste, ker ženske na drugačen način sporočamo pravzaprav iste stvari ali pa zelo podobne stvari kot moški. Samo na drugačen način jih sporočamo. Ne? Pa včasih rabimo malo več časa, ker želimo vse razjasniti, pojasniti, argumentirati, ker ne, želimo biti razumljene in tako naprej, ker imamo pač to potrebo, neko drugačno vestnost imamo. A ne? Ampak to bomo morali kot družba pravzaprav nasloviti. Ne? Recimo, če pogledam mojo skupino politično, ne, konkretno zdaj, mi smo zaštartali spolno uravnoteženje, ne? Tudi v sestavi ministrske ekipe. Tako da hočem reči, veste, da je veliko to odvisno tudi, bom rekla, od vodje, od vodenja, ne, ko se o tem odločaš. Je pa seveda res tudi to, da včasih je lažje biti nekje v varnem ozadju, kot pa se izpostaviti. To za sabo potegne marsikaj. Ne? In tam se ženske praviloma lahko počutimo bolj, bom rekla, suverene, bolj trdne, če smo nekje varno v ozadju, pa kljub vsemu vemo, ne, da podpiramo, tako kot smo prej slišali, 3 vogale v hiši. Ne. Tako da tule moramo, ne, predvsem tudi z zgledom, z načinom, kako delamo, na kakšen način pristopamo k reševanju problemov, kako je to drugače, pa še vedno lahko pripelje do rešitve, v primerjavi z moškimi, kako tudi ženske znamo, zmoremo, da je to lahko zgled dekletom, ki prihajajo za nami, ali pa tistim, ki se tudi malo kasneje odločijo, ne, tako kot recimo se je Tina, tako kot se Urška recimo. Ne. Mislim, na ta način, veste, je treba to, jaz imam rada to naravno pot. Zato, ker verjamem, da takrat potem res iskreno oddelaš svoje. Ne. Včasih moraš pa malo na silo. Pa če mi dovolite, ne, vam bom en primer povedala s temi žensko-moškimi kvotami, oziroma ne, na srečo jim pravimo kako že spolne kvote. Ne. Na resorju, ki ga zdaj vodim. Ne. 3/4 predlogov za sestavo raznih komisij, ki jih moram podpisati, se vrne z komentarjem spolno uravnotežite. A veste v katero smer? V moško smer. Ne? Dobim same predloge žensk in rečem, ne, pazite, spolno ravnotežje obstaja za oba spola. Ne? In ja, vodim resor, kjer je zelo veliko ženska. Ne? In tudi ni pravilo, da recimo kot recimo v gospodarstvu, ne, da potem tiste top pozicije pa prevzamejo potem moški. Tule ni tega pravila. Ne. In velikokrat potem poslušam gospe, pa pravijo, koliko bi nam prav prišel kakšen moški. In to bi si želela slišati tudi pri odločitvi, pri konkretnih dejanjih v politiki pri nas, da bi nekdo rekel, ne, dajmo, tukaj moramo še poiskati ženske, čeprav to ni nujno potrebno zaradi tega, ker to piše na papirju. A ne. Hočem reči, nekaj zavedanja mora biti, nekaj to vrstnega tudi zaupanja in pa prepričanja v to, ja, da če nam je delo dodeljeno in če se za njega odgovorno in zavestno odločimo, ga bomo tudi na ta način izpeljali in ga bomo, ne, vem, da ga bomo. No, mislim, da kandidatna lista Povežimo Slovenijo še ni zaprta, tako da če smo dobro razumeli to sporočilo, bomo vedeli tudi, kako jo sestaviti. Jaz vam zdaj dolgujem na tem mestu še eno pojasnilo, namreč predsednik stranke konkretno, gospod Zdravko Počivalšek, se bo moral zaradi vnaprej dogovorjenih obveznosti, neodložljivih obveznosti čez nekaj trenutkov oziroma nekaj minut posloviti. Gospod Počivalšek, obžalujemo to, ampak vas razumemo in vemo, da podpirate vse to, kar bo danes teklo tudi v nadaljevanju. Gospe, katerih tem bi bilo v slovenski politiki več, ne vrednot tem, katere teme bi bile najpomembnejše, če bi bilo v politiki na izvršilnih funkcijah, odločevalskih funkcijah več žensk? Ok, zdaj imamo za seboj dvoletno obdobje epidemije, ko je bilo zdravje absolutno številka 1, čeravno je zdravje vedno, ne, na vseh lestvicah vrednot na vrhu, ampak katere teme bi bile vendarle bolj v ospredju? Gospa Bregant, mogoče vi. Ja, najlepša hvala. Res je, med covidom je bilo zdravje na prvem mestu, ampak veste, to je bilo zdravje, ki se je osredotočilo samo na eno bolezen, na COVID-19, na nalezljivo bolezen, neprijetno bolezen, z javnozdravstvenimi posledicami. To ni zdravstvo.
Vsak od nas ve, da je zdravstvo vendarle še kaj drugega. Tukaj so razvoj, rast otrok, spodbude v razvoju. Tukaj smo recimo nosečnice, potem ženske, ki skrbijo za te otroke, potem tukaj so rakava obolenja, tukaj so starostniki, tukaj je tiha epidemija demence, o kateri se nihče ne pogovarja. In vendar vsak od nas ima kakšnega starejšega doma, ki se sooča z demenco. To so strašno pomembne tematike, ki sploh niso bile naslovljene. In ko mi nekdo reče, da je med COVID-19 bilo zdravstvo na prvem mestu, ne. Na prvem mestu je bila bolezen COVID-19, ne zdravstvo in zdravje ljudi kot celote. In če bi bilo, jaz sicer verjamem, da ko pride kriza, takrat je treba, da vsi veslamo v isto smer, ne gre drugače, takrat moramo napeti vse sile in tukaj je bilo potrebno stopiti skupaj. Vendar pa se moramo sedaj začeti pogovarjati tudi o drugih temah. In ker smo tukaj ravno ženske, seveda, kaj je tisto, kar mi vedno prinesemo na mizo? Tukaj so otroci. Poglejte naše strategije razvoja tudi zdravstva, kje so otroci, kje so v bistvu starostniki. To so gotovo tematike, za katere smo ženske bolj občutljive, tudi zato, ker ne nazadnje se mi ukvarjamo z vsemi temi ranljivimi ljudmi. Tako da jaz mislim, da to je nekaj, kar bomo morali nasloviti, to je pomembno za vse nas, to je pomembno tudi čez 50 let. Za ta COVID-19 pa res srčno upam, da je ta pravzaprav zadnja mutacija Omikron tisto zadnje, kar bomo videli od tega virusa. So pa virusne bolezni, bakterijske bolezni še vedno med nami, virusi in bakterije bodo živeli, ko človeštva že davno ne bo več. Bili so tukaj, ko človeštva še ni bilo in ko nas ne bo več, bodo tudi. V tem vmesnem času moramo pa ljudje dobro, zdravo živeti, užiti življenje v celoti in to, če smo zdravi, to zmoremo, to lahko. In to so te teme, ki bi jih tudi jaz rada osebno pripeljala in verjamem, da tudi v Povežimo Slovenijo, tudi ženske, ki tukaj danes sedimo, mislim, da je to tematika, ki nas zanima. Gospa Monika Gregorčič. Katera tema bi bila številka 1, če bi bili vi še višje, kot ste? Jaz bi, če smem, bi samo dopolnila mojo predhodnico, da je ena tema, ki bi se jo ženske prav gotovo bolj sistematično lotile, tudi demografska slika Slovenije. Namreč ta je nekako zastrašujoča, ko pogledamo v prihodnost in to je tema, za katero sem jaz prepričana, da imamo ženske malce več občutljivosti ali pa tudi skrbi, ko pogledamo, kakšna bo slika v bodoče čez nekaj let našega naroda. Da pa vaše vprašanje, teme. Jaz pokrivam predvsem teme oziroma področja, ki so malce bolj v domeni moških, pretežno v moški domeni, to so predvsem zunanja politika, varnost, tudi gospodarsko-finančne teme. Tudi tukaj pogrešam vseeno malce bolj senzitiven pristop v smislu, da bi se razmislilo, kakšne negativne implikacije lahko neka odločitev prinese. Konec koncev pred nami v zadnjih dneh je zavihrala vojna vihra, prav gotovo ne zaradi tega, ker bi bila to neka ženski boj za prestiž, pač pa čisto neke egoistične težnje, osvajalske težnje so prišle na plan in tukaj jaz mislim, da če bi bilo predvsem na strani Rusije kakšen ženski glas več, morda se ne bi tako zapeljalo. To je misel, na kateri bomo preskočili nekaj vprašanj, ki sem jih imela pripravljenih. Ne moremo mimo razmer v Ukrajini in res se tukaj samo po sebi ponuja vprašanje, ali bi bilo danes drugače, če bi Evropo vodilo več močnih žensk. Jaz sama sem se v zadnjih dneh veliko pogovarjala z različnimi ljudmi in moram reči, da ni bila redka misel, če bi bila na čelu Nemčije še vedno gospa Merkel, bi se mogoče ta konflikt v končnici razvil drugače.
Gospa Monika Kirbiš-Rojs, kako vi vidite to situacijo in seveda hipotetično tezo, da bi bil ta konflikt rešljiv z več ženske občutljivosti ali pa sočutja? Mislim, to je res težko vprašanje, zaradi tega, ker smo imeli že tudi v Ukrajini žensko, pa vemo, kaj se dogaja tudi ženskami v Ukrajini. Pač na drugi strani imamo toliko nepredvidljivega voditelja, za katerega nihče na svetu ne ve, kaj se dogaja v njegovi glavi. Vemo, kakšne so njegove želje, biti več kot predsednik in ne vem, mogoče bi ga tudi ženske obvladale, ampak res težko reči. No. Definitivno pa so ženske mogoče tudi v pogajanjih malo bolj vztrajne. Vemo, da ga je tudi obiskalo kar precej evropskih voditeljev, tudi ostali v zadnjih dneh, ampak ga niso prepričali v nič. Niti ne vemo, kako dolgo bo vse to trajalo, kam se bo širilo, kaj ima gospod v glavi in to je res težko, žalostno vprašanje za to obdobje, v katerem se nahajamo. Ja, gospa Kustec, vaš razmislek o tej hipotezi? Ja, tule mogoče bolj kot političarka, vseeno kot politologinja, mislim, da bi bilo preveč preprosto, no, če bi bil spol odgovor. Tule moramo se zavedati dolgoletne zgodovine, politične zgodovine, ne samo tega, bom rekla, teritorija, ampak še širše, a ne. Predvsem tudi obdobja kolonializma, ki potem sega v pravzaprav res svetovno geopolitično strukturo, ne, ki je tule, se bojim, tista, ki se sedaj še ni toliko izrazila, kot se potencialno še lahko bo prav skozi to krizo in pa skozi to vojno. Drugo so seveda potem specifike tudi posameznega naroda, tak, bom rekla, politični nacionalni karakter, ne, ki ga dober voditelj, se pravi tisti, ki zna prebrati svoj narod, ne, in pa svoje zaveznike, lahko zelo, zelo uspešno in pa učinkovito manipulira, to, kar tudi zdaj vidimo. Potem je tukaj le vloga sodobnih, predvsem teh sedanjih socialnih spletnih medijev, ki odigrajo to tako imenovano vlogo četrte veje oblasti, ki pa je lahko pravzaprav ni dodatna veja oblasti, ampak je samo ena dodatna moč pri osrednji oblasti. Skratka, veliko teh nekih dejavnikov je, ki jih moramo razumeti v ozadju skupaj s samim dejstvom, ja, tako da je ena moč enega posameznika, to, kar zdaj lahko spremljamo v odnosu do celotne mednarodne institucionalne skupnosti in pa pogona, nekaj, kar si nihče ni predstavljal, da se bo lahko na ta način realiziralo, in da je zdajle predvsem ta skrb, ta boj za življenja in pa za mir tisti, ki ga je treba imeti pri vseh odločitvah, pri vseh potezah v mislih, a ne. In verjamem, da tule ni razlike v tem ali na ta način večinski del sveta pa voditeljev gleda skozi prizmo moških ali pa skozi prizmo žensk. Ta trenutek bomo mogoče znova se vrnili na Slovenijo, tudi na nekoliko lažje teme, čeprav se vsak dan zasebno verjetno tudi jezimo na tem, kako zelo smo se pustili ujeti v zanko nesodelovanja. Kako je nesodelovanje postalo vrlina, kako je sodelovanje postalo malo da ne političen eksces. Zakaj je temu tako? Zakaj je v slovenski politiki tako težko pristati preprosto na to, da se usedemo kot ljudje, pogovarjamo, dogovorimo o tistem, kar se lahko, o tistem, kar se ne, tega ne jemljamo preveč usodno. Gospa Urška Žolnir, kako vi gledate na politiko kot outsiderka, če temu tako rečemo, zaenkrat še, ne? Ja, res je čisto outsiderka, ampak če pogledam za nazaj, mogoče smo predolgo pustili, da smo šli vsak svojo smer, da ni pot vodila skupaj in zdaj je ta razkol prevelik in zato je tukaj težje priti spet na eno linijo, ne. Mogoče pa če gledam z te perspektive, mogoče bo katera druga kaj več povedala, ampak tak jaz vidim. Skratka, predolgo smo pustili, da se je to medilo in tako
kojilo? Gospa Gregorčič. Ja, mogoče jaz gledam na to malce širše. Nekako ocenjujem, da nekega globokega razkola med ljudmi niti ni. Pač pa je to razkol med nami v politiki, ki je umetno generiran, ustvarjan, spodbujan z nekim točno določenim namenom. In kdo to ustvarja? Ustvarjajo to tisti, ki jim takšen razklan politični prostor in tudi skregani ljudje odgovarjajo, ki jim odgovarja status quo, da lahko nekako v ozadju vlečejo vse tiste dosedanje poteze. Veste, že stari rek pravi deli in vladaj, divide et impera. Tako da to je tista osnovna premisa, ki stare strukture, stare vzvode in vzorce ohranja pri moči. In jaz sem vesela, da smo se v okviru gibanja Povežimo Slovenijo vseeno uspeli preseči in vidimo naprej in vidimo v prihodnost, v smer povezovanja in sodelovanja, kajti le to je pač pot v svetlejšo prihodnost. To je taka lepa misel, ki bo služila kot iztočnica za krajši premor v našem pogovoru. Zdaj bom pa na oder znova povabila naša dva glasbena gosta. Mi smo se dogovorili, da bom imela nekoliko daljšo napoved, da me boste slišala. Tako da danes sta z nami Gregor Ravnik, vokalist, ki je hkrati končal 2 študija, in sicer dentalno medicino, tako da je skoraj da stanovski kolega naše Tine Bregant, in pa seveda opernega petja. Z njim pa je Marko Hrvatin, kitarist, tako da Gregor in Marko, če nas slišita, sta vabljena na oder, da nas razveselita skladbo Ti si. To je skladba, s katero ste, Gregor, zmagali na Slovenski popevki pred 2 letoma že, ne? Ja, takrat smo dobili ne čisto zmagali. Ja. Zmagala sva z eno skladbo na letošnji popevki. Aha, okay. Takrat je dobila nagrado za najboljšo interpretacijo takrat. No, za nas je to kot velika zmaga, oder je vajen. Hvala. Tako počasi začneva, kot nič, kot rahel dotik. Ti si mi v glavi odmeva moj glas, ti si, ti si. Potem se zganejo prsti, kot list objame svoj cvet. Ti si, dotaknem se prsi za hip. Ti si, ti si. S tabo gre lepo, dahneš mi v uho, čutim vsak tvoj vdih, ko zadrhti telo. Vse to že poznava, poljube in zadihano noč. Mi dva sva vse, kar imava nocoj. Ti si, ti si. S tabo gre lepo, zgrabil bi nebo, ko postane vse bližina. Vsa ta tišina, vse
kar živi, si ti. Si ti. Ti si vse, kar je. Si ti. Zadrhti telo, ti si zame vse. Ko sva se spoznala, sem želela vprašati, a tudi pojete med svojim delom v ordinaciji? Tako sproščate Tam svoje bolj paciente? mrmram pacientom sicer. Ni časa. Ni časa. Hvala lepa, komplimenti. Spoštovane sogovornice, v tem delu pogovora, v drugem delu se bomo nekoliko posvetile vašim zasebnim življenjem. Vedno je zanimivo vedeti, koga imaš pred seboj, koga boš volil, izvolil, ne nazadnje. Gospa Monika Gregorčič, lani nas je vse uzradostila ali pa saj nekoliko bolj vznemirila vest o tem, kam ste poslali svojega sina, katero prelomnico življenjsko je doživel. Moram reči, da tudi mi, ki vas poznamo, smo bili nekateri presenečeni nad tem njegovim korakom. Ja, moj mlajši sin ima, kmalu bo dopolnil 25 let, je tik pred tem, da naredi dokončne zaobljube za duhovnika. Moram reči, da je ta njegova odločitev tudi mene izjemno presenetila. In sem ga želela tudi, priznam, malce ustaviti v smislu, da naj dobro premisli, da gre to za odločitev za vse življenje, naj dobro pretehta, naj si vzame čas. Bom rekla, da mi je delno prisluhnil, ampak po nekaj mesecih je prišel in povedal, da je ta odločitev dokončna, tako da ni druge, kot da se kot starš s tem sprijazniš. Kljub temu, da izhajam iz verne družine, sem bila vzgojena v tem duhu, pa si nekako takšne prihodnosti za svojega otroka, iskreno povedano, nisem predstavljala. In je bilo potrebno kar nekaj časa, truda, dela na sebi, da človek to tudi sprejme. So pogumne besede, iskrene besede. Danes ste verjetno tudi vi pomirjeni s to njegovo odločitvijo in ste ponosni kot mama na to, da bo služil ljudem z drugega položaja, kot služite vi. Res je, to je tudi služba za ljudi, mogoče še bolj v poglobljenem, poduhovljenem smislu. Seveda sem ponosna nanj. Ravno danes je bila svečana podelitev diplom oziroma magistrskih nalog in priznanj in prejel je na Teološki fakulteti tudi Tomaževo nagrado za magistrsko nalogo z odliko. Tako da nadaljuje nadaljuje z doktorskim študijem in ima že status mladega raziskovalca. Tako da je tudi v tem intelektualnem pogledu zelo ambiciozen, no? Na kar sem seveda pa ja ponosna. Gospa Kustec, vaša pot v politiki je bila tudi po zasebni plati precej burna, precej zahtevna. Velikokrat ženske plačamo visok davek na to, da se izpostavimo, javno izpostavimo. No, je še vedno. Ne, ampak to pa je bila zaveza, ki sem jo dala moji družini, mojim najbližjim in tudi sama sebi v resnici, da govorim o svojem zasebnem življenju res toliko, kolikor je minimalno potrebno. Imam 2 super otroka, zdaj po novem še psa. Tako da smo mislim, da smo zelo topla, zelo povezana, ampak hkrati zelo drugačna družina v resnici. Tudi še v času, ko sem bila polno še v akademski karieri, sem bila veliko odsotna zaradi izpopolnjevanja v tujini, tako da sta otroka že v tistem času kar veliko časa preživela tudi s svojim očetom.
Zdaj sta pravzaprav že na pol odrasla. Hči je v soboto praznovala 19. rojstni dan, sin bo pa dopolnil zdaj zelo kmalu 16 let. On je v prvem letniku sedaj srednje šole, hči se vpisuje na fakulteto. Tako da po eni strani sta v svetu odraslega, po drugi strani pa me še vedno močno potrebujeta. Predvsem takrat, ko se kaj zalomi, ko 1+1 ne pokaže na 2. In takrat sem pravzaprav jaz sem bolj zahtevna od obeh staršev, ne. Veliko pravita, veliko bolj ukazujem, veliko več zahtevam, veliko bolj v nič ne razumem in tako, ne. Ampak takrat, ko pa pride do stisk, ko pa pride do neke krize, pa praviloma prideta do mene. In eno od teh je tudi pri vpisu v srednjo šolo imel sin in potem nekako sva se usedla, sem mu povedala, kaj mislim, pa je rekel, no prav, bom pa naredil tako. In potem, kakšen mesec, 2 po tistem, je enkrat prišel do mene in je rekel, veš, mami, hvala, da si mi to povedala, ker jaz tega ne bi videl. Prav si mi povedala. In kaj mi je bilo? Sedla sem se in sem se razjokala, ne. In takrat sem si rekla, glej, ne glede na vse, kaj pravzaprav plačujejo tudi moji otroci, kaj v končni fazi plačujemo vsi skupaj zaradi pač te moje poti, znata ceniti. In veste, da sem tule vedno v prvi vrsti na voljo za njiju. In tako je, tako bo tudi ostalo. In zdaj tista prvi dokaz tega je naš kužek Hugo, ki smo ga vzeli zaradi tega, ker sta si onedva to močno želela. In kljub vsem svarilom in opozorilom in prošnjam, da bi vseeno premislili, nismo. In potem, ko sem jim naprej povedala, saj vem, kaj bo, jaz bom mogla poleg vsega še za kužka skrbeti, se točno to je zgodilo, a ne. In takrat, ko je najhujše, ko sta najbolj jezna na mene, jima samo pokažem na Hugota, ja, ki zelo lepo z velikimi očmi prijazno gleda in se veliko kar na ta način potem pogovorimo in dogovorimo. Tako da moram reči tako, ja, smo posebni, ampak hkrati sem pa izjemno hvaležna, da otroka tako razumeta, tako brez besed stojita ob strani, ne potrebujeta veliko in v tem smislu jima tudi na ta način vračam. Včasih mi rečejo, preveč si popustljiva, preveč jima zaupaš, ampak ja, jima in vsakič, ko naredim na tak način, vidim, da na koncu se vse dobro izide, ne. Tako kot je prej rekla že Monika, preprosto zaupati moraš otrokom, saj to so že odrasli ljudje, ki imajo v svojih glavah neke svoje želje, svoja poslanstva in treba jih je podpirati pri tem in jim pri tem tudi pomagati, hkrati pa ves čas bdeti nad tem, da imajo odprte oči, tako oni kot tudi ti v tem obdobju tega dokončnega prehoda in odhoda v svoja življenja. Dve naši gosti, Urško in Simono, druži nekaj in sicer kuža. Urška, vi imate kužka, imate pa tudi hčerko. Kako zelo vas je spremenilo materinstvo? Kaj vam je dalo tej zahtevni Urški na tatamiju? To je zdaj čisto druga Urška, ko je bila prej. Odkar imam hčero, sem veliko bolj čustvena. Prej sem ta čustva skrivala. Moj obraz je bil vedno mrtvo hladen, ni bilo nikoli veselja, smeha na mojem obrazu. Razen, ko sem dosegla tisti svoj cilj, ko sem osvojila zlato olimpijsko medaljo, takrat se je nasmešek raztegnil do ušes. Zdaj je pa nasmeh ves čas na mojem obrazu, še posebej, kadar sem s svojo družino, s svojo hčero in z možem. Frodo, nemški bokser Frodo. Hugo, Frodo, zelo sorodna izbira imen. Ko smo vsi skupaj, mislim, to je res tista prava družina, tista prava podpora in celica, iz katere črpamo vsi energijo za vsak zahteven dan.
Gospa Monika Kirviš-Rojs, kje pa vi črpate energijo? Ves čas vas spremljamo na zahtevnih delovnih mestih, na zahtevnih položajih. Kaj je tisto, kar vam vliva vero in pogum za življenje? Zdaj, glede na to, da smo šli en krog tudi glede družine, bi rada mogoče delila tudi z gosti, da meni pač žal materinstvo ni bilo dano. Pač to tabu tema ni, zaradi tega, ker ogromno parov se z tem srečuje. Tudi ni še prepozno za kakršnekoli odločitve, kar se tega tiče. Ampak res pa je, kot je Urška rekla, da ti to prinese nasmeh na obraz, po drugi strani, če teh zadev nimaš, si mogoče malo bolj posvečen delu, si malo bolj deloholičen, iščeš nekje drugje, bom rekla, utehe. Ampak jaz moram reči, da tudi imam čudovito družino, čudovitega moža, ki ga poznam že iz študentskih let, Primorca, tako da štajerska in pa primorska kri je ena dobra kombinacija. Moram reči, da se tudi en drugega podpiramo pri svojem delu, tako da kar se tega tiče, popolno razumevanje in tudi širša družina je čudovita, tako da si najdemo energije, običajno na jadranju. Veliko tudi berem v prostem času, rada grem kaj v gledališče, si pogledam kakšen dober koncert, to sem precej pogrešala v teh zadnjih 2 letih. Drugače pa sem v prostem času tudi čisto normalna ženska, se pravi, glede na to, da imam malo prostega časa, ga potem doma običajno porabim za to, da kaj uredim pri hiši, kaj pospravim, skuham in tako naprej. Se pravi, čisto normalna družina. Naj sam uskočim, da tudi meni že skoraj ni bilo dano, da bi imela otroka, ampak zahvala znanosti in medicini je šlo vse v to smer, da imam danes 3 leta staro punčko Nolo. Hvala lepa za vajine izkušnje in izpovedi. Dobro je vedeti, da nisi sam. Vse to je tudi vajina družina. Gospa Tina Bregant, vi se srečujete v svojem profesionalnem življenju z ljudmi različnih potreb, če temu tako rečemo, iz možnosti. Kaj so vas naučili varovanci ustanove, v kateri delate zadnje leta? Ja, res je, jaz imam izjemno rada dojenčke, tako da to vejo vsi, ki me poznajo. Jaz se tudi strašno razveselim vsake nosečke, vsakega dojenčka, tako da pravzaprav ne vem, kot srednješolka, kot gimnazijka, jaz sem bila prepričana, da ne bom delala z ljudmi, ker jaz sem hodila na tekmovanja iz matematike, fizike, igrala sem flavto, skratka, tako se mi je zdelo, da bo moja pot znanstvena. Ampak potem sem v 5. letniku medicine sem šla na izmenjavo v Romunijo. Šla sem sicer k profesorju nevrofiziologije meriti potenciale, to je čist elektrofiziološko, a veste, in sicer pri bolnikih z multiplo sklerozo, ampak tam sem pa jaz poznala te Čaušeskove sirote, to se morda še kdo spomni, otroci, ki so bili pravzaprav pobrani iz družin, ker v družinah niso zmogli skrbeti zanje. In tisto je pa v meni nekaj premaknilo, da sem pravzaprav vedela, da ni nobena stvar tako pomembna v življenju kot skrb za najranljivejše in skrb za otroke. In tisto je mene potem pripeljalo na to pot, na kateri izjemno sem vesela vseh zdravih dojenčkov in otročkov. Moram tudi povedati, da tudi po moji zaslugi se je v 2 družinah z strašno nevrološko oškodovanostjo, boleznijo pri starejšem sorojencu, ampak so potem s pomočjo znanosti prišli do zdravih otrok, tako da se počutim tam tudi mal mama, ne. Seveda s temi otroci, s katerimi pa zdaj delam, z otroki in mladostniki, ti otroci me pa vsak dan me učijo, kaj je zares pomembno. Danes, preden sem prišla, sem se preoblekla, jaz imam za v službo, imam tudi kakšne take smešne nogavice, ker je potem strašno zabavno, kaj imam jaz na nogavicah. Ampak oni me učijo pravzaprav, kaj je tisto, kar v življenju res šteje. A veste, da to niso dosežki, to ni denar.
to je tisto, da eden v drugemu uzremo sočloveka, uzremo osebo, ki nas zanima, ki ima nekaj za pokazati, od katere se lahko nekaj naučim. In kadar sem pravzaprav potrta in kadar mislim, da kakšne hude stvari se pa meni dogajajo, takrat pravzaprav vidim, kako nimam nobene pravice tarnati se smiliti sami sebi, ampak kako je lahko življenje lepo in čudovito, tudi če ne grejo vse stvari tako super krasno, kot nam prodajajo v medijih, ampak da je vredno živeti življenje, kljub temu, da zna biti presneto težko, presneto hudo, ampak vendarle je vredno življenja. In to je tisto, kar me oni učijo. Naj povemo naši publiki, gospa Bregant je zaposlena v zavodu Cirius v Kamniku, kjer seveda skrbijo za otroke in mladostnike z posebnimi potrebami, da bo jasen kontekst. Drugače pa že skoraj zvenimo kot motivacijski govorci, ne? Ampak nismo. Je pa seveda lepo, da si lahko na tak način, na pol javen ali pa čisto javen, izpovedujemo pomembna spoznanja o življenju in o sreči. Spoštovane sogovornice, jaz sem vas prosila pred pogovorom, da seboj prinesete nek predmet iz otroštva, nekaj, kar vas je zaznamovalo, kar kaže na vaš značaj. Skoraj, da si upam uganiti predmet gospe Simone Kustec. Vsi, ki jo poznamo, vemo, da je strastna bralka. Simona, kaj ste prinesli s seboj? Zastave pobirati ravno ne bi bila. Ja, mojo prvo knjigo, ki je prva knjiga, ki je nisem prebrala sama, ker mi jo takrat, ko tega še seveda nisem znala brati, namreč brala moja pokojna babica. Vsak večer sva prebrali eno poglavje Pike Nogavičke. In to knjigo pravzaprav nisem več prav pogosto prebrala sama. Niti je nisem brala svojim otrokom, ampak sedaj, ko gledam in razmišljam za nazaj, Pika Nogavička pravzaprav je imela vse to, kar rabimo tudi političarke. Bila je odločna, bila je pogumna, bila je okej, no, sicer toliko pametna je bila, da ni rabila niti v šole hoditi, ne, to mogoče zdaj ne bi več šlo, ne. Bila je tako močna, da je uspela s svojimi rokami dvigati konja nad glavo, ne. Bila je iznajdljiva, bila je dobra prijateljica in vedno je reševala vse probleme. Na njo si se lahko zanesel in si vedel, da bo vse prav in dobro. In ko sem se danes z mojo Heleno, ki je tudi tule nekje z nami v publiki, pogovarjala o Piki Nogavički, sem rekla, a veste, Helena, ne, šele zdaj ta trenutek mi je postalo jasno, Pika Nogavička pravzaprav je bila tista feministka, taka feministka, kakor jaz hočem biti. Ne? Ker mi velikokrat rečemo, ti si feministka. Nisem feministka. Nisem in ne želim biti feministka tega tipa, kot so danes samo oklicane feministke. Bila je nekaj posebnega. Ni bila čist taka, kakor fantje, pa jih je imela zelo rada, ne? Ampak bila je zelo, zelo posebna. In ni se dalo brez nje. Ne? In takrat, kadar je bilo najhujše, je bila edina, ki je rešila probleme. Ne? In mislim, da je to nek tak vzor, neka takšna podoba, ki v meni pravzaprav skozi celo življenje še danes, še ta trenutek vleče to prepotrebno otroškost, energijo, ljubezen do življenja in hkrati tudi ljubezen do branja. Drži, pravzaprav je število knjig, ki sem jih prebrala, ne morem več šteti, ne, ampak to me drži po konci še sedaj. Zdajle verjetno, ko bom prišla domov, moram še eno zahtevno izjavo za javnost pogledati za jutrišnji dan, lahko še to ugibate, zakaj bo šlo. Potem bom šla pa sigurno brati. Ker me to pomiri in širi mi obzorja. Pa naliva mi tudi, bom rekla, enega čistega vina v kozarec do same sebe. Postavlja mi vsakokratno ogledalo. In najbolj uspešno to opravijo knjige, pravljice za otroke. Tudi potem, ko sem sama kot mama otrokoma dolgo časa brala, še zdaj mimogrede berem.
velikrat, kadar je treba kakšno sporočilo dati, pa ga ne smem dati neposredno, preberem kakšno pravljico. In takrat pravzaprav, si najbolj sam seboj, takrat se najbolj vprašaš, kaj in kako. To ni verjetje v pravljice, to je verjetje v sporočilo pravljic, ki je zelo, zelo človeško, zelo, zelo ljudsko. Tako da, knjige so moje prijateljice in moje rešiteljice. Ja, knjige so nepopisno, vznemirljivo potovanje vase in v druge svetove. Gospa Monika Kirbiš-Rojs, kaj je vaš predmet iz otroštva, ki ga boste nocoj delili z nami? Ta predmet je bil v bistvu tretja izbira. Aha. Prva so bile prav tako knjige, ki jih imam rada, že tudi od otroštva. Imamo doma tudi eno knjižnico, ki jo stalno nadgrajujem. Potem druga izbira je bila čelada, motoristična, ampak pol sem prebrala, da mora biti zgodnjega otroštva, je čelada ostala doma, ker je tisto bilo bolj iz najstniških let. Tako da tretji predmet pa je tale, to je ustnik od trobente. Trobenta je pač bil prevelik predmet, da bi ga prinesla sem v Cankarjev dom. To v bistvu gre res za moje zgodnje otroštvo, vzgajal me v bistvu oče. V nekem trenutku se je domislil, da bi bilo fajn, da grem v glasbeno šolo, ker je bil sam glasbenik. Vse vikende odsoten, se pravi z orkestrom, in potem je prišel na idejo, da pač otrok ne more biti sam doma. Tako da me je vpisal v glasbeno šolo, sicer sem imela željo igrati flavto, ampak sta se z kapelnikom dogovorila, da je potreba po trobenti. Taka demokracija, mimogrede 30 let nazaj. Dobro, da ni bil kak rok v igri. Ja, no, v glavnem ta trobenta je pol bila kar desetletja z menoj. Naredila sem nižjo glasbeno šolo, potem tudi srednjo glasbeno šolo na Mariborskem konzervatoriju, sporedno za drugo gimnazijo Maribor. Je pa v bistvu mi dala veliko podlago, ta glasbena šola in trobenta za življenje. Pač s tem mislim, da vsak otrok tudi dobi delovne navade. Jaz sem vadila približno 5 ur na dan, poleg vseh ostalih obveznosti, in mislim, da tudi od tod potem izvira red, ki sem ga vse do danes nekako navajena, in bi tudi mogoče staršem, od katerih otroci imajo po 5 aktivnosti na teden ali pa na dan, priporočila, da se mogoče skoncentrirajo na kaj manj, pa potem tisto bolj kvalitetno. Tako da to je moja zgodba iz otroštva. Hvala lepa. Gospa Urška, kaj ste vi prinesli s seboj? Nič. Pa ne, da sem pozabila. Ni dovolj prostora za tatami, ali kako? Ja, študirala sem, tisti najbolj v mislih je seveda judo od 10. leta naprej, ampak ja, tudi ko sem prebrala zgodnje otroštvo, kaj naj prinesem? Nimam. Pa sem se spomnila, seveda imam. Zunaj poln blata, poln vode, to je bilo moje otroštvo. Ves čas zunaj, po drevesih, zelo sem bila aktiven otrok, najbolj vesela sem bila, da sem bila zunaj, ko sem prišla iz šole, naredila nalogo, potem pa takoj ven. In to je bilo to. Bila sem v atletiki, v košarki, v rokometu, vsak športni krožek, pa ko sem že probala jazz balet, je pa mami rekla, opa, punca, zdaj se pa malo umir. Tako da, ja, bila to voda. Malo kasneje potem še glasbena šola tudi končana, nižja glasbena šola, pianino. Želela sem že malo prej zaključiti, ker me je pa zamikal judo, pa je mami rekla, lej, ljubica, zaključimo zadeve, pa lahko kaj druga še naprej poskusiš. Tako da par let sem vozila skupaj in judo in glasbeno šolo, zaključila glasbeno šolo, potem se pa fokusirala na judo. To je bilo pri 13 letih, da sem potem res zagrabila za šport in ga vozila do 31. leta. To je zanimiva statistika. Če bomo nadaljevali na tak način, mogoče sestavimo orkester, povežemo Slovenijo. Gospa Tina Bregant, vi imate nekaj mehkega, ljubkega. Ja, ampak jaz sem tudi za orkester, tako da jaz pa imam flavto. Tako da jaz moram reči, jaz sem prav navdušena, ko poslušam, sej
poznam dekleta že odprej, ampak moram reči, Simona za knjigami tudi sama izredno rada berem. Eden od mojih najljubših citatov je od Pike Nogavičke, ki je rekla: kaj, samo da je srce toplo, potem ne bo nikogar zeblo. Tako da ja, Pika Nogavička absolutno tudi ena mojih najljubših knjig. Trobenta, pri meni je bila flavta, ampak v pihalnem orkestru smo flavtistke imele kar en tak privilegiran položaj, to po mojem Monika ve, oni so morali pa se kar namatrati. Pa tole športno, to je tudi nekaj, kar se mi zdi fenomenalno iz strani od Urške. Ja, sama sem pa prinesla tega zajčka iz mojega otroštva. Tak je, se vidi, da je bil veliko z mano od malega. Tisto, kar je mogoče zanimivo, je to, da je ta revež imel tudi z moje strani operiran trebušček. Tlele vidite, kakšni nerodni otroški šivi so gor. Tako da, ja, mi smo doma vedno imeli živali, sicer nismo iz kmetije doma, ampak smo imeli od hrčkov, muc, psa, tudi zdaj imamo psa, imamo ribe, imamo kuščarje, imamo kačo, hrčke, skakače, ni da ni, skratka tudi vsi moji otroci skrbijo za živali. Jaz mislim, da se z živalmi se tudi naučiš skrbeti za nekoga, povežeš se pravzaprav z naravo, spoznaš tudi ta naraven cikel v življenju, ki zavzame seveda tudi to, da ti ljuba žival tudi pogine, ampak se mi zdi, da skozi ta način, čeprav živimo v mestu, dobimo en tak košček narave k nam in vemo, da v Povežimo Slovenijo je eden od pomembnih stebrov tudi ta, in se mi zdi, da tudi za prihodnost je zelo pomembno, da znamo živeti eden z drugim in da živimo na tem planetu ne sami ljudje in sami zase, ampak tudi za živalmi, tudi za rastlinami in da znamo poskrbeti tudi za okolje. Gospa Monika Gregorčič, vi imate tudi zelo lep priimek, ko smo danes začeli s poezijo, seveda en najboljših slovenskih poetov je vaš sopriimenjak. Ja. Nimate verjetno seboj pesniške zbirke? Ne, nimam. Nimam. Moram pa tudi priznati, da sem bila kar v zadregi, ko sem prejela tvoje sporočilo o tem, naj prinesem s seboj nek predmet iz zgodnjega otroštva. Ravno tako sem razmišljala o eni izmed knjig, ampak po drugi strani sem bila v zadregi iz dveh razlogov. Namreč nisem sentimentalen človek, ki bi iz zgodnjega otroštva shranjeval, ne vem, punčke ali pa kakršnekoli druge igrače. Po drugi strani pa moram tudi iskreno priznati, moje otroštvo pa zgodnja mladost ni nekaj, na kar bi se z veseljem spominjala. Bili so kar težki časi, živele smo same z mamo in babico in jaz sem bila nekako vse skozi pod nekim steklenim pokrovom, stalno pod nadzorom, nikamor nisem smela, tako da sem zelo veliko trenutkov, dni, ur preživela nekako sama, se sama zamotila z svojimi igračami. In potem, ko je pač to obdobje, ko sem to obdobje prerasla, ko sem si želela zelo zgodaj oditi od doma in to tudi potem na začetku študija realizirala, potem sem to nekako pustila za seboj in tudi vse predmete oddala otrokom oziroma podarila drugim. Tako da sem v bistvu z vstopom v svet odraslih, z osamosvojitvijo nekako stopila ali pa šele začela neko takšno življenje, ki sem si ga vedno želela ali pa predstavljala. Monika, kakšne zgodbe se odpirajo, kako različne osebnosti imamo nocoj pred nami? Tudi sama se nisem nadejala vseh teh zgodb vaših iskrenih, odprtih. To nas bogati in to nam daje še en razlog več, da 24. aprila premislimo, ali ne bi res raje obkrožili ženske. Tik pred koncem našega nocojšnjega druženja smo. Še en gospod ima
eno lepo sporočilo za nas. Na oder vabim poslanca Državnega zbora, gospoda Gregorja Periča. Gregor, izvolite. Mi smo se ukvarjali z vašimi otroštvi, predmeti iz otroštva, ampak nekaj je, kar imamo ženske rade tudi v zrelejših letih. Gregor, mikrofon je vaš. To pa nisem, se slišimo? Se slišimo? Se? Drugače, aha, ok. Lepo pozdravljeni, dober večer. Jaz sem bil zelo vesel tega povabila, te pobude, da nekako zaokrožimo ta del večera. Moram reči, da sem izjemno užival v tem, ko sem prisluhnil vsaki izmed vas in dejansko sem začutil in mislim, da smo vsi kot publika in vsi, ki nas spremljajo, začutili to povezanost med vami, pa tudi do same publike. In zato, da bi ta povezanost šla naprej, torej z nekim simbolnim korakom, imamo eno manjšo pozornost, torej en šopek, tako kot ste bile ve kot en šopek lepih rož. Naj bo ta šopek, ki ga zdaj dobite, ena zahvala in tudi ena čestitka ob prazniku, ki je jutri pred nami. Takole, Gregor, te bom kar jaz vodila po odru. Najprej šopek za tvojo kolegico, poslanko Državnega zbora, Moniko Gregorčič. A vidite, kaj naredi politika iz človeka? Veliko besed, veliko prijaznih gest. Šopek za našo pediatrinjo, doktorico Tino Bregant. In prav tako šopek za nekdanjo vrhunsko športnico in jaz upam jutri, pojutrišnjem vrhunsko političarko Urško Žolnir Jugovar. In seveda je tu tudi šopek za še eno Moniko, gospod Moniko Kirbiš Rojs. Zadnji šopek pripada doktorici Simoni Kustec. Šopka je še nekaj, domnevam, da je eden tudi za gospo, ki nas je nocoj nagovorila prva, doktorica Nada Pavšer. Bom izkoristil priložnost. Jaz moram reči, da je gospa dr. Nada Pavšer bila tista, ki je ne samo povezala ženske, ampak tudi 5 moških. Tako da, čestitke. Pa še zadnji. Kar je vse, hvala ti. Hvala ti. Hvala. Hvala lepa. Rož cvetja ni nikoli preveč. Spoštovane sogovornice, hvala za vaše iskrene misli. Nekatere niso bile načrtovane, večina jih ni bila. Spoznali smo vas skozi drugo luč, v drugi plati, navdušile ste nas z vašimi osebnostmi. Prepričani smo, da si slovenska politika, slovenska družba nasploh zasluži take pike nogavičke, kot ste vi. Spoštovana publika, hvala, ker ste si vzeli čas za druženje, za pogovor o temah, ki bodo določile slovensko prihodnost. Ta prihodnost je seveda v naših rokah. Kako, kakšna bo, bomo odločili tudi 24. aprila, ampak ne glede na to, če pustimo ob strani ta datum, ki ne more biti usodno prelomen, bo seveda zaznamoval naslednja 4 leta, pa je vredno imeti pred očmi eno misel. Ženske smo tiste, ki lahko vodimo svet drugače, bolj sočutno, bolj povezano in si zato zaslužimo več prostora tudi v politiki. Hvala. Hvala lepa. Vedno snema.
malce bolj skupaj, ne bo preširoka slika. Pazi, haha, enega, 3, 4.